pozdrav. Danes bom s kolegico Alenko Forte, ki je tudi predsednica strokovnega oziroma odbora za zdravstvo pri Strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke, predstavili zahtevo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke in sicer na področju enotnega plačnega sistema. Gre namreč zahteva za sklic izredne seje na tem področju, zdaj zakaj točno gre, pa v nadaljevanju. Torej, jaz bom najprej nekaj splošnih zadev, potem pa bom prosila seveda kolegico oziroma Alenko Forte, da pa področje zdravstva malo bolj osvetli. Torej, plačni sistem, enotni plačni sistem, ki ga poznamo danes, v ta plačni sistem je velika večina zaposlenih v javnem sektorju vstopila leta 2008, seveda z novim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Takrat je bila tukaj zelo široka podpora socialnih partnerjev, predvsem iz tega stališča, kar je tudi zapisano v 1. členu zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer, da ta sistem omogoča enako plačilo za primerljivo delo, transparentnost plačnega sistema in pa seveda stimulativnost plač. Že takrat pa je bilo rečeno, da v primeru, seveda smo vedeli takrat že, da ta sistem ni idealni in da bo prihajalo verjetno do določenih odklonov, in že takrat se je napovedalo, da v primeru, torej da se bo spremljalo ta sistem in kolikor bo prihajalo do večjih odklonov, anomalij, se bo poskušalo ta sistem seveda spremeniti v dobro zaposlenih v posameznih sektorjih, da ne bi prihajalo torej tudi do nezadovoljstva znotraj različnih sektorjev oziroma zaposlenih. No, danes po 10 letih lahko rečemo oziroma ugotavljamo, da zakon o sistemu plač v javnem sektorju oziroma ta enotni plačni sistem na določenih področjih oziroma skoraj da povzroča veliko nezadovoljstva. Predvsem v tistem delu, ko gre za nagrajevanje boljših delavcev, za stimulacijo zaposlenih v javnem sektorju, da določeni zaposleni, ki so preobremenjeni za svoj povečan obseg dela, niti niso pravilno oziroma primerno nagrajeni. Največje anomalije, največje odstopanja in tudi opozarjanja pa so danes na področju obrambnega sistema in zdravstvenega sistema v Sloveniji. Verjetno je vsem poznana trenutna situacija v zdravstvu, pa tudi v obrambi, pa vendarle zadeve so torej kritične v Slovenski vojski. Že nekaj let je Slovenska vojska ocenjena z negativno oceno, v slovenskem zdravstvu oziroma slovenski zdravstveni sistem negativno ocenjujejo tako bolniki, kot zdravniki, kot ostali državljani, čeprav vsi moram reči, to je vladajoča koalicija, že prejšnja pa sedanja, bolj ko ne zatiskajo oči, češ, da je v slovenskem zdravstvu pač vse v redu. Lahko pa rečemo, torej, da je Slovenska vojska v primeru miru pripravljena zelo dobro, tako kot je slovensko zdravstvo zelo dobro za zdrave ljudi, ko pa pride, če pa bi prišlo, pa Bog ne daj, do vojne situacije, pa je obrambni sistem slab, prav tako je slab zdravstveni sistem za tiste, ki so bolni oziroma ki potrebujejo oskrbo. Tako da predlagatelji zahtevamo oziroma menimo, da je potrebno več sprememb narediti, predvsem vzpostaviti ustreznih razmerij med plačnimi razredi in spodbujanje nagrajevanja, ki bi omogočalo, da zaposleni, ki so pri svojem delu bolj učinkoviti, tudi so bolje plačani. Tako je treba zagotoviti ustrezen sistem, ki bo omogočil objektivno ocenjevanje, variabilni del plače, pa kot del plače iz naziva višje produktivnosti, in s tem bo zagotavljal tudi oziroma spodbujal zaposlene v javnem sektorju. Tako poslanska skupina Slovenske demokratske stranke v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju predlaga, da Državni zbor sprejme priporočilo, s katerim bi Vladi Republike Slovenije priporočil, da v 3 mesecih pripravi analizo sistema plač v javnem sektorju z vidika njegove vzdržnosti in konsistentnosti ter konkretne predloge ukrepov za ureditev anomalij v sistemu plač v javnem sektorju, tudi z možnostjo izločitve zdravstvenih delavcev in pa zaposlenih v varnostnem sistemu iz enotnega plačnega sistema, ki je trenutno, in te zadeve predstavi tudi Državnemu zboru.
Zdaj na kratko samo, zakaj, torej nekaj sem že opisala, ta enotni plačni sistem torej ne omogoča nagrajevanje uspešnejših, torej čisto po domače povedano pridnih ljudi v javnem sektorju. In če se zdaj vrnem na obrambo, torej v tem enotnem plačnem sistemu, ki opozarja tudi sindikati v obrambnem sistemu, je nepravičen, torej imajo vsi poklici znotraj obrambnega resorja specifične naloge, ki jih ta enotni plačni sistem ne priznava in ne razlikuje, tudi ne pravilno oziroma pravično plačuje. Tako da Zakon o obrambi in Zakon o službi v Slovenski vojski v svojih določilih glede nalog zelo natančno in jasno vsem zaposlenim zapoveduje njihove naloge in oblike dela, ki jih recimo v ostalem javnem sektorju ni ali v državni upravi, vendar jih ne poznajo, vendar niso pravilno ovrednoteni glede plač. Torej, enotni plačni sistem po mnenju tistih, ki so zaposleni v vojski, tudi sindikatov, ne prepoznava torej teh razlik in jih posledično seveda tudi neustrezno vrednoti oziroma ne dovoli ustreznega plačila za opravljanje nalog. Poleg tega pa se Slovenska vojska, tako kot slovensko zdravstvo, sooča z pomanjkanjem kadra, z upadom kadra. Po oceni naj bi bilo v Slovenski vojski vsaj 7600 pripadnikov, danes jih je 6562, zato predlagatelji menimo seveda, da je ta trend potrebno obrniti v drugo smer in to se lahko seveda naredi tudi z tem, kot smo dejali, z spremembo enotnega plačnega sistema za to področje. Kar se tiče zdravstva, mislim, da je v teh letih bilo povedanega veliko in da lahko danes govorimo o državnem zdravstvu in ne o javnem zdravstvu kot takšnem. Soočamo se z različnimi anomalijami, zmanjšuje se učinkovitost našega slovenskega zdravstvenega sistema, kakovost, dostopnost državljanov do zdravstvenega sistema. Mladi zdravniki odhajajo v tujino, vedno manj se odločajo recimo za področje specializacij družinskih zdravnikov in danes veste, kakšno je stanje na področju primarne zdravstvene oskrbe, da tudi slovenski dobri zdravniki, specialisti odhajajo v tujino, že tudi starejši, ne samo mlajši, nekateri se spogledujejo v tujino, drugi odhajajo celo na delovna mesta v tujino. Slabijo se določeni specifični programi, kot je otroška kardiologija, ki je nekako tudi odraz slovenskega zdravstvenega sistema. Torej, sistem sam ali pa država pa bi morala narediti veliko več, da zdravnike, specialiste ohranja v Sloveniji. V prejšnjem mandatu je bilo sprejeti nekaj zakonov, ki so te, bom rekla, anomalije, odklone še poglobili, naredili še večji nered v slovenskem zdravstvu. Gasijo se požari na vseh koncih, vendar pa problemi na teh pogoriščih pa še vedno obstajajo. Soočamo se, kar poudarja, kar se v različnih dokumentih zaveda tudi Ministrstvo za zdravje, s pomanjkanjem kadra. In danes, če se vrnem torej na primarno zdravstvo, primer Kranj, pa še kje druge, preobremenjenost družinskih zdravnikov opozarjajo na te zadeve, da pač enostavno več tako ne gre in da ti preobremenjeni zdravniki danes za njih nimamo nekega učinkovitega orodja, s katerim bi dokazali to preobremenjenost, kar seveda povzroča nezadovoljstvo na njihovi strani, hkrati pa tudi nimamo orodja znotraj enotnega plačnega sistema, da nagradimo tiste, ki so bolj pridni, ki delajo več in kakovostnejše. Tega in da je vedno manj specializacij na področju družinske medicine kot vzrok za to, da se mladi ne odločajo za specializacijo na področju primarja, pa Ministrstvo za zdravje celo samo navaja v svojem dokumentu Javna mreža primarnega zdravstva, je pa to, da jih odvrača enotni plačni sistem. Torej, ministrstvo samo, vlada sama se zaveda, da enotni plačni sistem na področju zdravstva ni dober in da je zato manj specializacije, recimo čisto konkretno na primeru primarja.
Tako da, mogoče bo potem pravilno, gospa Forte, seveda več v zdravstvu, kaj pomeni enotni plačni sistem za zdravnike, pa ne samo za zdravnike, torej za vse zdravstvene delavce, da ne bo pomote, ne govorimo samo o zdravnikih, ampak o vseh zdravstvenih delavcih. Torej še enkrat, Slovenska demokratska stranka oziroma poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlaga torej vladi, da se naredi analiza enotnega plačnega sistema z možnostjo torej takojšnje odprave anomalij na področjih, ki smo jih opisali, pa tudi z možnostjo, seveda, če to pokaže, izuzetja zaposlenih, torej zdravstvenih delavcev iz tega enotnega plačnega sistema in pa tistih, ki so v upravnem sistemu. To naj ne bi bilo nemogoče, namreč, če se spomnimo soočen kandidatov za predsednika vlade oziroma pred državno-zborskimi volitvami leta 2018 je sedanja vladajoča stranka Lista Marjana Šarca zavzela stališče, da načeloma sicer podpira enotni plačni sistem v javnem sektorju, ampak niso nasprotniki ukinitve enotnega plačnega sistema, vkolikor bi se to pokazalo kot dobra rešitev. S tem, da navaja, da je potrebno razgovor seveda z vsemi socialnimi partnerji, kar verjamem, da so danes že naredili po letu dni, in da so tudi po tem letu dni lahko ugotovili, da vsaj na teh dveh področjih, ki smo jih danes opisali, torej so verjetno možnosti drugačne, kot jih danes poznamo. Sedanji predsednik vlade, Marjan Šarec, je za eno izmed komercialnih televizij takrat tudi dejal, ga kar citiram, je pa res, da bi za policijo, vojsko in vse ostale organe ta hip to ni možno, ampak najboljša rešitev bi pa bila, da bi šli varnostno-obrambne strukture, da bi šle v posebni sektor, ker tam so tudi drugi pogoji dela. Ti ljudje nosijo orožje. Torej, vsa vrata so odprta tudi za možnost, da se ta enotni plačni sistem spremeni v popolnosti. Jaz verjamem, da bo državni zbor takšen predlog tudi sprejel, seveda, če 90 poslancev, tako koalicije kot opozicije, želi, da se na teh področjih zadeve res spremenijo v smeri, da bodo ljudje zadovoljni z zdravstvenim sistemom in da Slovenska vojska ne bo več ocenjena z oceno negativno. Zdaj pa prosila še gospod Forte, da področje zdravstva bolj podrobno opiše, kakšne so te zadeve, ki pestijo zdravstveni sistem. Hvala, Ilka, za besedo. Lep dober dan želim. Če nadaljujem, kjer je končala poslanka. Mislim, da je zdravstveni sistem en temeljnih družbenih sistemov, ki je pogoj, da družba normalno funkcionira. Odkar delujem v zdravstvu in sploh zadnjih 10 let, pa se čezdalje bolj približujemo neverjetno kaotičnemu sistemu, ki ga imamo danes v zdravstvu. In v bistvu je kriva verjetno vsakokratna politika, ki namesto, da bi prepoznala probleme slovenskega zdravstva, gledala v stran in v pisarnah raznoraznih strank in odgovornih pripravljala in snovala spremembe, ki pa pravzaprav ta razkroj pospešujejo. Zakaj? Če govorimo o enem sistemu, se moramo vprašati, kdo so nosilci, na komu sloni zdravstveni sistem. In sigurno v zdravstvu sloni na zdravstvenih delavcih. Zdravstveni delavci pregorevajo. To, kar imamo danes, odhajanje zdravnikov, sester iz oddelkov intenzivne medicine, iz splošnih ambulant, te ljudje gredo iz svojega poklica, za katerega so se izobraževali, v katere je država ogromno tudi sredstev vlagala in danes jih izgubljamo v sistemu, ki ga nujno potrebujemo. Vzrok je prav zagotovo v zadnji zakonodaji, največji, ki ga je sprejela še prejšnja vlada, namreč Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pacientovih pravicah in te uredbe o dopustnih čakalnih dobah so privedle do tako kaotičnega stanja, da zdravstveni delavci, namesto da bi se ukvarjali z njihovo principielno nalogo, diagnostike, pomoči in zdravljenja pacientov, se ukvarjajo z birokracijo. Standardi in normativi zdravstvene nege niti še niso prišli na mizo ministra oziroma, kakor vem, se minister aktualni ni pogovarjal
in se ne želi pogovarjati za zbornico zdravstvene nege. Standardi in normativi za delo zdravnikov so zakonsko veljavni, so že vnešeni v splošni dogovor, ampak vsi jih ignorirajo. In posledica tega je, da dejansko zdravniki pregorevajo. In kdor hoče v slovenskem zdravstvenem sistemu narediti izboljšave, se mora soočiti za dobro analizo. Če so delali analize, pa so jih seveda skrivali in tlačili pod preproge. Tako prejšnja ministrica, kot vsi ministri, ki so bili le kratkega daha na vodstvenem položaju, torej odgovornem ministra za zdravje. Torej, ministri za zdravje so upravljalci in postavljalci nekih direktorjev, niso pa doumeli srži problema in globine problema slovenskega zdravstva. Gospod Šabeder se trudi, zdaj poskušajo frizirati splošni dogovor. Glejte, dokler ne bo poglobljenega pogovora med politiko, med zdravstvenimi kadri, dokler se ne bo v zakonodajo implementiralo, da so delovni pogoji tisti, ki jih tudi zdravstveni delavci potrebujejo, da lahko normalno delajo, toliko časa ne bomo pristopili niti za korak k rešitvi. Torej, jaz mislim, da sprejetje standardov in normativov za vse zdravstvene delavce je pogoj, brez katerega ni možno pričeti z izboljšavami v slovenskem zdravstvu. Če bodo izstopili zdravstveni delavci iz plačilnega sistema javnih uslužbencev, je to komaj prvi korak in komaj nakazan zametek sprememb, v katero smer se mora odvijati spremembe na področju zdravstva. Potrebno bo spremeniti marsikateri drugi zakon, že prej omenjeni zakon o zdravstveni dejavnosti je tudi kriv, da se mladi zdravniki ne odločajo za določene specializacije in da odhajajo v tujino. Ta zakon jih namreč zelo omejuje v njihovi prosti pobudi, da sprejemajo neko odgovorno delovno mesto, ne nazadnje tudi mesto v mreži. Oni imajo dolgo časa nad sabo mentorja, ko so že formirani zdravniki, ko so že specialisti in jim zakon omejuje. In zato je delovno mesto zdravnika splošne medicine zelo neatraktivno. Po drugi strani, ko vlada glede na manko kadra nalaga zdravnikom prekomerne obremenitve, je pa to še dejansko, mislim, da je to pa kapo izbilo vrh, a ne? In zdravniki so obupali. In ne samo zdravniki, danes, ko sem prihajala sem se pogovarjala z medicinsko sestro, nekateri oddelki, nekatere operacijske dvorane nimajo več ekip za osnovno delovanje. Tako da so pod vprašanjem že tudi nekateri oddelki nekaterih slovenskih bolnišnic, da pa ne govorimo o otroški kardiokirurgiji, ki se je tako rekoč sesula v črepinje pred slovensko javnostjo. Torej, kdor hoče v slovenskem zdravstvu narediti izboljšave, mora nehati govoriti ideološke stvari, ne sme nas primerjati z Venezuelo, treba se je začeti spogledovati z dobrimi praksami v Evropski uniji, treba je pogledati, kako je zakonodaja tam urejena in začeti delati na tem, da bo zdravstvo začelo služiti pacientu. To je namreč javno zdravstvo. Državno zdravstvo omejuje zasebno pobudo, konkurenco in če ni konkurence, ni možnih izboljšav. Zdaj smo se menda že vsi prepričali, da to, da minister za zdravje nastavlja vodstvene kadre, ni rešitev problema, ker delajo zdravniki, usluge potrebujejo bolniki. In to je srž slovenskega zdravstva. Postaviti sistem, kjer bo zdravnik imel zadosti časa za kakovostno delo, torej standardi in normativi, in pacient, ki je zadovoljen. Nima se kaj zdravstvena zavarovalnica v stroko vtikati. Politika pa je zato tu, da ustrezno zakonodajo pripravi in zagotovi finančne vire. In to bo Slovenija morala narediti. Sicer pravijo, da ni v krizi slovensko zdravstvo. Slovensko zdravstvo je tik pred kompletnim razsulom. Čakamo s strahom 1.6., ko bo začel sindikat Fides verjetno to napoved o 40-urnem delovniku, in potem ne bo več v medijih zaslužkarjev, ko bodo zdravniki delali 40 ur plus največ 8 za dežurstvo, kar je mimogrede tudi Evropska direktiva o delovnem času, takrat se bo šele razgalilo, kje slovensko zdravstvo je. Žal na škodo bolnikov. In mi bi morali že zdavnaj načrtovati kadre za vse profile in jih bomo morali, če hočemo, da bomo slovensko zdravstvo izpeljali iz krize.
Normativi bodo jasni, šele normativi bodo pokazali deficit in potem je treba hitre ukrepe, kakršnekoli zmoremo kot Slovenija, da začnemo zagotavljati v nekem časovnem obdobju normalne standarde pri kadrovskih resursih. Torej, verjetno bo potrebno povečati vpis na medicinske fakultete. To, kar je minister Šabeder napovedal, da bo tujce uvažal, to je že vse lepo, tudi to ni zanemarljivo, kolegi so dobrodošli, če imajo strokovno znanje, če imajo znanje jezika, ampak moja osebna izkušnja je ta, da ko imajo slovensko licenco za delo, odpotujejo v severne države, kjer so pogoji dela normalni in tudi plače normalne. Tako da ne bi več, torej osnova so standardi in normativi, pogovor za stroko, to, kar pa predlaga poslanska skupina, je pa prvi korak v smer pravih rešitev. Hvala. Hvala, tudi smo vprašanje. Ja, mogoče bi se tudi nekaj. Danes je seja odbora za zdravstvo, spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, Levica predlaga kar radikalne spremembe, torej ravno na področju zasebništva in tudi koncesionarjev. Je to tisto, kar lahko še bolj ogrozi slovensko zdravstvo, če bo vlada temu ustregla? Ja, zdi se, da bo vlada temu ustregla, namreč amandmaji so tudi odbora, ki so v bistvu ta amandma Levice še bolj zakomplicirali, če lahko temu rečemo, oziroma nekako gre v njihovo smer. Definitivno ta predlog je še poslabšanje zadev. Na vhodnikih se tudi znotraj Levice govori, da gre za protiustavni ukrep, da ta zadeva lahko pade na ustavi. Gre za omejevanje seveda svobodne gospodarske pobude oziroma po ustavi, se pravičujem, in v Slovenski demokratski stranki se kakor takšnega predloga ne podpiramo. To je daleč od tistega, kar tudi mi zagovarjamo. Če bo to sprejeto, kot sami pravite, menite tudi sami, da je to omejevanje svobodne gospodarske pobude, bo se potem ukrepali mogoče, ali še ne morate? Glejte, o tem ne moramo zdaj govoriti, najprej mora biti seja, najprej moramo videti glasovanje. Morate povedati, da je danes ta seja ima omejitev 1 uro, to pomeni, da je zadeva že nekako dogovorjena, glede na to, da smo že dvakrat predstavili tudi enkrat na mojo zahtevo, da želi mnenje vlade, ponovno mnenje glede na tista amandma, mnenje državnega sveta in vseh ostalih, kolikor vem, jaz tega danes sicer še nimam na mizi, tako da o tem, kar ste vprašali, prednagljeno govorite. Lahko še jaz kot iz stroke komentiram. Torej, če je takšna napoved in vi se lahko samo pogledate nazaj po številu podeljenih koncesij v zadnjih letih, v prejšnji vladi zdaj je to ukinjeno, in v bistvu so se s tem tudi kulminirale težave. Vi lahko usporednico potegnete s tem, koliko je manje koncesionarjev in kako se kulminirajo problemi v zdravstvu. Namreč, zdravnik je po svoji profesiji svoboden in zavezan svojim pacientom, če ima to svobodo, da svoje delo organizira samostojno, potem stvari tečejo dobro. Ko pa zdravnika postavimo v vlogo, ki jo zdaj tudi Levica še bolj državno zdravstvo, samo zdravstveni domi, samo javni zavodi, samo bolnišnice, pa bo to privedlo do tega, da bo še večji, pravzaprav s tem rečem, izgon zdravstvenih delavcev iz Slovenije. Mi nismo več v času 1950, nobena evropska država ne pozna takšnega državnega zdravstva in to je direktno grobarstvo, takšen ukrep, to bo neposredno pokop. In na koncu je to pravzaprav delovanje proti slovenskemu državljanu. Ker koncesionar, a ne kaj je koncesionar? Zdravnik je zavezan s vami in mi gre že res, ne morem vam povedati, kako me to vznemirja. Cela Evropa sloni na primarnem zdravstvu, na nivoju zasebnega zdravnika, se pravi na nivoju zdravnika v mreži, ki je samostojen poklic. In v Avstriji ne poznate težav, cela Evropa ne pozna težav primarnega zdravstva. Zdaj, tako strogo državno reguliranje sistema, to je v bistvu pokop slovenskega zdravstva. Dokončen, ker ne samo, da se tisti, ki so koncesionarji, ne sprašujejo, kam to vodi. Glejte, problem je zdaj v javnih zavodih, ker zdravniki, ko bodo začeli delati 40 ur, se bodo razgaljali vsi problemi. In ukinjanje še tega dela zasebne pobude, kar jo imamo v tem javnem zasebnem partnerstvu, pomeni ukinjanje investicij v milijonskih vrednostih. Lahko vam povem, da so koncesionarji, ki trenutno delujejo, jaz sem mimogrede tudi tajnik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov, mi smo naredili anketo
300 milijonov evrov so investirali v opremo, s katero delujejo za javno zdravstvo, zasebniki, ki so trenutno delujoči, zobozdravniki, splošni zdravniki, pediatri, specialisti in tudi nekaj malega bolnišnic, imamo. Torej, ta del bodo odtegnili javnemu zdravstvu in zdravnike dejansko pehajo v izgon. Tako da levica se mora zazreti, ko se zazira v javnost, naj se zavedajo, da delajo škodo vsakemu državljanu v Sloveniji s svojimi ukrepi. Hvala. Še vprašanje? Kako pa odgovarjate potem tistim, ki zdaj to tako pri šolstvu seveda interpretirajo, da se pač uničuje neplačljivo zdravstvo, s tem, razumete, skratka, in pri uvedbi financiranja tudi zasebnih osnovnih šol, je pa glavni argument, čeprav mi to ne drži, da se bo od zdaj naprej moralo plačevati šolstvo. Isto je zdaj glavni argument, da ne bomo več deležni javnega brezplačnega zdravstva. In to bo, zdaj, je vedno potem treba poudarjati zraven, da to ne drži. Najprej se dajmo razčistiti eno zadevo. Ne govorimo o brezplačnem ne šolstvu, ne zdravstvu v Sloveniji. Vse to državljani že plačamo s svojimi prispevki. In danes na področju slovenskega zdravstva ne govorimo o javnem zdravstvu, še manj brezplačnem, ampak govorimo o državnem zdravstvu. Državno zdravstvo je popolnoma nekaj drugega kot javno zdravstvo. Javno zdravstvo v tujini je zdravstvo, ki upravlja javno službo, ki ne glede na to, kdo je ustanovitelj, ali bolnišnice, ali ambulante, dobi javni denar, da zdravi bolnika. Torej, da bolnik pride kakovostno, hitro oskrbljen. To pomeni nekaj. Glejte, mene kot bolnika ne zanima, kdo me zdravi, ampak da me kvalitetno in hitro zdravi in za denar, ki sem ga že vplačala v zdravstveno blagajno. Ne pa, da jaz vplačujem danes v zdravstveno blagajno toliko in toliko mesečno ali letno, na koncu pridem za neko operacijo, ki je, recimo, če brez nje težko sploh hodim v službo, sem na bolniški, bolečine neznosne, čakam 2 leti. In če želim hitro kakovostno skrbo, moram še doplačati. Pa ne malo, za nekatere operacije 3000 evrov. Torej, in vi, ne vi, ampak tisti, ki zagovarjajo danes brezplačno javno zdravstvo, zagovarjajo zdravstvo, ki je diskriminatorno do bolnikov, do državljanov, ker plačujejo davke in na koncu še morajo doplačati zasebnikom. In potem pravijo, da so zasebniki zaslužkani. Rajši se vprašate, ali pa naj vprašajo, zakaj za ta denar, ki so ga že vplačali, ne dobijo kakovostne skrbe, zakaj za ta denar, ki so ga že vplačali, nimajo brezplačnih belih oplomb, recimo, da 16-letni otrok mora doplačati belo plombo, da so tiste zadeve, ki so tujini že standard pri nas doplačljive. To se najrajše vprašajo zasebniki, pa danes rešujejo oziroma, če sem bolj groba, služijo na račun tega kaosa, nereda v javnem zdravstvu. Enako na področju šolstva, ki ste dejali zasebne šole, to je pa tako ali tako v bistvu strašenje državljanov, namreč imamo 5 zasebnih šol, ena je celo 100% financirana, pa ni nobenega problema. Zasebne šole se ne morejo ustanavljati tam, kjer je ogrožena javna mreža osnovnih šol. Prav tako nimamo brezplačnega šolstva, še manj osnovnošolskega. Jaz imam osnovnošolskega otroka vsak mesec dam 80 evrov. Vemo za katere stvari, pa potem učbeniki in tako naprej. In če bomo, kar se pa tiče financiranja teh zasebnih šol, je pa to 300 000 evrov letno. Ni problema dati v banke, ni problema v tajkunske zadeve, problem je 300 000 za otroke oziroma za financiranje javno veljavnih programov v zasebnih šolah. In ti javno veljavni programi so enako vrednoteni kot programi v državnih šolah, ne javnih, državnih šolah. Javne šole so tiste šole, ki koristijo javni denar. Če lahko še jaz dodam, glejte, izkušnja oziroma zgodba iz preteklosti.
izgube v javnem zdravstvu, v zavodih, pokrite iz interventnih zakonov. Kaj je to za vas? Zame je to korupcija. Če lahko zasebna klinika v Sloveniji operira in posluje, brez da je država krije izgube na materialih, kaj to pomeni? Da se tam dela bolj racionalno, ker se dela za enak denar. V javnih zavodih se pa z javnimi naročili omogoča, da so največji zaslužkarji v zdravstvenem sistemu dobavitelji opreme in s sistemom, kot ga predlaga Levica, se ta sistem krepi. Kjer ni konkurence, kjer je prekrito, kot imamo, kjer so javna naročila, je vedno možnost velikih anomalij. Ko je nekdo na trgu in se bori za storitev, bori za pacienta, bori za preživetje, deluje drugače. Tukaj smo imeli veliko primerov dobrih praks, tudi v zobozdravstvu, kakovostni materiali, ko delujejo v sklopu nekih koncesij. Torej, mi bomo počasi morali začeti razmišljati, da so tudi koncesije preživete, ampak da rabimo licencirane izvajalce v Sloveniji, rabimo mrežo in ljudje v mreži pa se bodo potegovali za to, da pacienti imajo interes do njih priti. Ključ je vzpostaviti sistem, kjer bo pacientova potreba realizirana čim bolj kakovostno in čim prej. Statusna oblika ni pomembna. Zakaj pa potem naši, tudi nekateri politiki, hodijo na zdravljenje v tujino? Zakaj? Ker imajo hitro in kakovostno uslugo, ki pri nas niso dobili. Zavod pa to refundira. Da ne bomo kazali na prste s koma. Torej, ta sistem vzpostaviti, da je dostopnost pomembna, kako je pa statusna oblika, je pa pravzaprav ideološka zadeva.